svečano slovesnostjo končuje šolanje nova generacija častnikov in častnic Slovenske vojske, ki nadaljujejo tradicijo pomembnih častnikov Slovencev. Barona Jurija Vege, ki je večkrat dokazal, da znanost tudi na bojišču dela čudeže. Andreja Komela, ki je postavil temelje slovenski vojaški besedi. Franja Malgaja, junaka tirolskega bojišča in borca za slovensko pravico. Rudolfa Maistra, generala, pesnika in velikega Slovenca, ki je v prelomnem času ubranil svojemu narodu dom. Sergeja Mašere, častnika, ki je raje izbral smrt, kot da bi svoj rušilec predal sovražniku. Josipa Križaja, pilota, ki sta mu veliko pomenila letenje in bojevanje, še več pa njegov narod. Vsi so s svojimi sposobnostmi in vrednotami prispevali k prepoznavnosti slovenskega vojaštva. Potrebe po častniških kadrih so v letu po osamosvojitveni vojni botrovale ustanovitvi šole za častnike, ki je dobila nalogo usposobiti častnika kot človeka, ki zna, zmore in hoče. 1. februarja leta 1993 se je v Poljčah začela usposabljati prva generacija kandidatov za častnike. Na začetku so se na šoli izobraževali samo kadri stalne sestave Slovenske vojske. Izvajalci izobraževanja pa so bili pripadniki Slovenske vojske in civilni strokovnjaki. Slovenska vojska je potrebovala častniški kader tudi za enote rezervne sestave, zato je nastala šola za častnike vojnih enot, ki je izobraževala naborniški kader. Poznaje sta se šoli zaradi racionalizacije združili. Po odločitvi vlade Republike Slovenije leta 2003, da se Slovenska vojska profesionalizira in zato ukine popolnjevanje z naborniki, je začela delovati šola za častnike, ki po enakem programu usposablja tako stalno sestavo kot pogodbeno rezervo. Za častnike se lahko izobražujejo pripadniki vojske, štipendisti Ministrstva za obrambo in drugi, ki takšno znanje potrebujejo. Biti morajo mlajši od 30 let in imeti 7. stopnjo izobrazbe. Pogoji so tudi opravljen zdravniški pregled, opravljena selekcija in uspešno zaključeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje v Centru za usposabljanje Vipava. Zaradi posebnosti in majhnosti Slovenske vojske, šolanje častnikov, kakršnega poznajo velike vojske, ki imajo dolgo tradicijo in uveljavljen sistem šolanja na vojaških akademijah, ni racionalno. Pri nas morajo častniki najprej doseči 7. stopnjo izobrazbe, na šoli za častnike pa nato pridobiti splošno in posebno vojaško znanje. Med šolanjem kandidati vojaško teorijo povezujejo s prakso, in sicer se specializirajo za pehoto, logistiko, RKBO, letalstvo, artilerijo, zveze in druge rodove. Poudarek je tudi na povečanju in vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti. Za motiviranje študentov različnih fakultet za vojaški poklic organizira šola za častnike vojaške tabore, na katerih lahko študentje sami izkusijo vojaško življenje. Spoznajo osebno formacijsko oborožitev in jo tudi preizkusijo, na taktični stezi pa v čim stvarnejših razmerah spoznajo premikanje po bojišču, uporabo orožja in zaščitnih sredstev, ravnanje v različnih okoliščinah, oskrbo ranjencev, premagovanje žičnih ovir in tako naprej. Seznanijo se tudi z osnovami alpinistike in premagujejo vodne ovire. Tako spoznajo dobre in slabe strani vojaškega življenja in ugotovijo, ali jih tako življenje zanima, ali bi to lahko bila njihova želena poklicna pot. Prva stopnica na poti do častnika Slovenske vojske je selekcija. Opraviti jo morajo vsi, tako tisti, ki so že zaposleni v Slovenski vojski in štipendisti, ter vsi, ki želijo postati častniki.
S selekcijo so izbrani kandidati, ki imajo sposobnosti in spretnosti, da med šolanjem pridobijo predpisano vojaško strokovno znanje, spretnosti, navade in vrednote. Postopek selekcije poteka v 2 delih. Prvi del je namenjen preverjanju gibalnih sposobnosti in znanja plavanja ter psihološkemu pregledu. V drugem delu kandidatu na terenu pokažejo osnovno praktično znanje, dokažejo fizično in psihično vzdržljivost, preveri pa se tudi, kako se odzivajo ob različnih obremenitvah in stresnih situacijah. Puška pazit, gremo še mal, gremo še mal. Med šolanjem so kandidati sicer nameščeni ločeno po spolu, vendar usposabljanje poteka za ženske in moške skupaj po istem programu. Šolanje poteka v 3 fazah. Prva traja 6 mesecev in obsega teoretični del ter terenska usposabljanja, namenjena pa je nadgradnji temeljnega in splošnega vojaškega znanja. S tem znanjem bodo sposobni povezati teorijo s prakso in opravljati dolžnost poveljnika voda v miru in oboroženem boju. Naučijo se vojaške didaktike in psihologije, saj je poznavanje dela z ljudmi pomembno za usposabljanje pripadnikov oddelka ali voda, spoznajo organiziranost nacionalno-varnostnega sistema, naučijo se osnov prve pomoči, vojaške topografije in orientacije ter zvez. S spoznavanjem vojaške zgodovine in analizo bitk pa nabirajo dodatne izkušnje. Za častnika je nujno, da pozna mednarodno vojaško oziroma vojno in humanitarno pravo, kodeks etike ter mednarodne norme delovanja vojaških enot v oboroženem boju. Poznati mora tudi namen in delovanje mirovnih ter humanitarnih operacij, delovanje Slovenske vojske v zavezništvu in organizaciji Združenih narodov. Pomemben del izobraževanja sta poznavanje lastnosti pehotnega oziroma drugih vrst orožja in opreme ter usposabljanje za njihovo uporabo in vzdrževanje. Sledim mu jaz in en PM. Pomembno je tudi učenje teorije taktike in delovanja Slovenske vojske, njenih rodov in služb, poveljevanja oddelku in vodu v boju oziroma pri pripravi ter izvedbi napada in obrambe. Terensko usposabljanje je zasnovano na pehotni taktiki, ki je podlaga vseh vojaških doktrin in daje najboljše možnosti za urjenje vodstvenih sposobnosti na terenu. Skupina Alfa ostane tukaj in daje ognjeno podporo. Skupina Bravo z mano odide in opravimo desni obhodni manever. Kandidati se navadijo sprejemati odgovornost za druge in samostojno razmišljati, naučijo se sprejemati razumne odločitve tudi ob nasprotujočih si informacijah. Poklicni vojak mora biti psihofizično sposoben, da preživi in dela v kakršnih koli razmerah. Za študij in pripravo pisnih nalog sta kandidatom na voljo sodobno opremljena računalniška učilnica z dostopom do svetovnega spleta in strokovna knjižnica. Častnik mora biti uglajen in razgledan, zato je posebna skrb namenjena socializaciji, poznavanju bontona, družabnemu življenju, poznavanju drugih kultur in aktivnemu preživljanju prostega časa. Slovenija je članica zavezništva, pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na številnih misijah po svetu, v katerih je sodelovanje s pripadniki drugih vojsk del vsakdana. Skupno delovanje zahteva tudi upoštevanje določenih standardov, ki se jim je prilagodila tudi Slovenska vojska. Usposabljanje z drugimi vojskami jim omogoča, da že med šolanjem spoznajo delo v mednarodnih skupinah. Pri tem so v ospredju vsebine, ki jih je doma težje ali celo nemogoče uresničiti. Usposabljanje poteka v mešanih skupinah, hkrati v Sloveniji, Belgiji, Češki, Avstriji, Franciji in drugje.
Naslednjih 5 mesecev je namenjenih drugi fazi, in sicer specialističnemu usposabljanju po rodovih. Vsak rod vojske ima svoje lastnosti in posebnosti, uporablja značilno orožje in opremo, kar od častnikov zahteva poglobljeno znanje in dobro poznavanje področja. Za poveljevanje enotam posameznih rodov je nujno še dodatno usposabljanje. Slovenski častniki se usposobijo za poveljnika voda pehote, ki je jedro slovenske vojske. Poudarek je na mobilnosti delovanja motorizirane pehote v različnih razmerah. Šolajo se tudi za poveljnike podpornih enot, artilerije, zračne obrambe, inženirstva, radiološko-kemične in biološke obrambe, enot za zagotovitev delovanja oziroma logistike, zvez kot podpore poveljevanju in drugih rodov. V svojem okolju delujeta tudi letalstvo s specializacijo za pilote in letalske inženirje ter pomorstvo. Za konec specialističnega usposabljanja kandidati vse pridobljeno znanje preverijo in preizkusijo s pomočjo simulacije na računalniško podprti vaji. Postavljeni so v resnične vloge in opravljajo poveljniške naloge v stvarnih okoliščinah, pri čemer vključujejo sodelovanje z drugimi enotami in enotami drugih rodov. Vaja nazorno pokaže rezultate oziroma posledice njihovih odločitev. Tretja oziroma zadnja faza izobraževanja je stažiranje v enotah, v kakršnih so opravljali specializacijo. 22, 23, 24, 25. Že po končani prvi fazi se kandidati in slušatelji prijavijo na razpis za temo zaključne naloge. Ponavadi je tema, ki jo izberejo, povezana z njihovo specializacijo. Zaključno nalogo ob pomoči mentorja pripravljajo vse do konca šolanja, ki jo zagovarjajo pred izpitno komisijo. Uspeh oziroma pozitivna ocena naloge je pogoj za uspešno opravljeno šolanje. Kandidati za častnike v 12 mesecih šolanja dobijo vojaško znanje, ki ga potrebujejo za opravljanje začetnih častniških dolžnosti. S svečanim imenovanjem v čin poročnika se šolanje zaključi. Novi poročniki, ki jih odlikujejo domoljubnost, čast, lojalnost, tovarištvo, pogum in predanost, pa so pripravljeni na nove izzive. Svoje delo bodo opravljali v enotah, v katerih bodo z uresničevanjem nalog, za katere so se šolali, uspešno nadaljevali tradicijo slovenskega vojaštva.